Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče. In človeku bodo sovražniki njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. In kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ena misel ob tej Božji besedi, ki se zdi danes kar nepričakovano trda in boleča, te Jezusove besede o tem, kakšen naj bi bil vrstni red prioritet v našem življenju, koga naj bi v svojem življenju postavljali na prvo mesto, da bomo v resnici lahko uresničili svoje življenje, so kar težke besede. Ampak gre predvsem za to, da Jezus želi poudariti, da biti njegov učenec ni enostavno. Zakaj je to pomembno? Zakaj je to za premišljevati v naših življenjih nasploh, mogoče še posebej v vaših življenjih kot življenjih gasilcev in gasilk? Predvsem zato, ker gre po eni strani za vprašanje vzgoje našega srca, našega razmišljanja, in ta vzgoja poteka v prvi vrsti preko vzgleda. Če bi šlo za to, da mi postanemo dobri ljudje, da postanemo ljudje, ki znamo v svojih življenjih gojiti solidarnost, usmiljenje, pozornost, če bi se to dalo pridobiti samo na ta način, da se tega naučimo v glavi, da si preberemo, da znamo na vprašanje odgovoriti, bi bilo veliko lažje. Ampak ko gre pa za to, da je treba to spraviti v vsakdanje življenje in na ta način potem tudi ravnati vsak trenutek, ne samo takrat, ko sem poklican, ne samo takrat, ko sem v službi, ne samo takrat, ko ste zdaj v svečanih uniformah ali pa ko ste v delovnih uniformah, ampak vsak trenutek našega življenja. Je pa to malo težje in je velik izziv in tega, kot rečeno, se ne učimo in si tega ne privzgojimo na ta način, da se naučimo v glavi, ampak da imamo vzgled. Da imamo vzgled ljudi, kako biti gasilec vsak dan, kako ravna gasilec, ne vem, doma v družini, kako ravna gasilec v šoli, kako ravna gasilec na ulici, med prijatelji, med neznanci. Vse to ne piše v knjigah. In tudi, če bi pisali v knjigah, pa bi se to naučili na pamet, še vseeno ostane tukaj. Izziv pa je, da spravimo to sem, da iz glave spravimo v srce, da to začne oblikovati in zaznamovati naš vsak trenutek. Ko premišljujemo o sebi, ko premišljujemo o družini, ko premišljujemo o drugih, da imamo vedno to držo pozornosti, je kdo, ki potrebuje mojo pomoč, da imamo vedno to držo solidarnosti, če imam, delim s tistim, ki nima, da imam vedno držo pozornosti, nežnosti, naklonjenosti, poštenosti, pravičnosti, da sem lahko, ko pride vrsta name, tudi jaz nekomu vzgled. In to, kot rečeno, ni enostavno. Živeti vsak dan, vsak trenutek svojega življenja za to, kar jaz vem, da je prav, za to, kar jaz vem, da je resnično,
zato ker jaz vem, da je dobro. Ker živimo v svetu, kjer se zdi, da velikokrat lažje pridejo skozi tisti, ki malo pogolfajo, da lažje pridejo skozi tisti, ki so bolj brezbrižni, da lažje pridejo in bolj uspejo v tem svetu ljudje, ki so nepošteni, ki se ne brigajo toliko za druge, ki jim služenje ne pomeni kaj veliko, služenje v smislu nekega zastonjskega in brezpogojnega dejanja, ko dajem, ne da bi pričakoval, da bom dobil kaj nazaj. In včasih težko zdržati, in včasih težko osmisliti. Takrat, ko smo dali od sebe vse, kar smo lahko, pa ljudje morda niso hvaležni, pa ne dobim nobene zahvale, pa nihče tega ne omeni. Takrat je težko zdržati. In zato potrebujemo zglede. Zato potrebujemo zglede mi med seboj, zato potrebujemo zglede, kot je zgled sveti Florijan, ki je bil pripravljen zato, ker je verjel, da je resnično, dati tudi svoje življenje. Zato potrebujemo zglede, kot je Jezusov zgled, ki gre v tej svoji drži služenja, brezpogojnega in zastonjskega, do konca. In nas kliče, da gremo za njim, in nas kliče, da smo njegovi učenci, in nas kliče, da se od njega učimo. Zato Jezus tako radikalno zastavi stvari in pravi, tisti, ki mene ne bo postavil na prvo mesto, ne bo mogel biti moj učenec. Ne zato, ker ga jaz ne bi hotel, ne zato, ker bi mu jaz zameril, ampak zato, ker ga bo vedno nekaj oviralo. Navezanost na nekaj, navezanost na nekoga. Šele, ko nam Bog postane tista najbolj pomembna oseba v življenju, takrat se lahko osvobodimo strahu, kaj bomo izgubili, kaj bo, če ne bomo dobili nazaj, zato ker bomo lahko videli, tako kot doživlja Jezus, in zato nas vabi za seboj, da je pravzaprav naše največje bogatstvo ni to, kar imamo tukaj. Niso niti ljudje, niso niti stvari, ampak je ljubezen. Ljubezen je tisto največ, kar lahko imamo in kar lahko damo. Je tista edina stvar, ki bo naše življenje osmislila. Ljubezen, pa kot vemo vsi, na jeziku je ljubezen poceni, v besedah je ljubezen poceni, težko pa je ljubezen potem tudi udejaniti. In šele tam je tista prava ljubezen. In se mi zdi tako, da morda še posebej ste nam danes zgled gasilci, ki iz ljubezni vstopate v to zastonjsko služenje, služenje ljudem, ki so v stiski, ljudem, ki so v potrebah, ljudem, ki si sami ne morejo pomagati. Da bi lahko vedno imeli dobre zglede, da bi se lahko vaš zgled širil na mlajše generacije, da bi preko vašega dela lahko vedno znova ostajalo in nastajalo v našem življenju, v naši družbi, v naši državi, v naših družinah. Nekaj dobrega, nekaj lepega. Da bi bil svet malo drugačen, zato ker ste tu gasilci, da bi bili recimo vaši razredi malo drugačni, zato ker ste v njih vi, ki ste gasilci, da bi bile vaše družine malo drugačne, zato ker ste v njih vi, ki ste gasilci, kot rečeno, da bi bila naša župnija morda kaj drugačna, tudi zato, ker ste v njih gasilci, da bi to navdihovalo nas vse, da bi znali vsak na svoje mesto služiti v zastonjski ljubezni, s tem delati ta svet malo boljši, s tem delati ta svet malo bolj po Božjem načrtu. Ko častimo svetega Florijana, ki je potrdil svojo zvestobo evangeliju z mučeniško smrtjo, prosimo vsemogočnega in dobrega Boga, za sveto cerkev naj kljub nasprotovanjem neomajno in zvesto oznanja evangelij. Prosimo te, usliši nas. Za naše voditelje naj nesebično delajo za napredek naše domovine.
prosimo te, usliši nas. Za gasilce in za vse druge, ki so v službi bližnjega, naj kljub oviram vztrajajo pri plemenitem poslanstvu. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki jih ogrožajo naravne nesreče, potresi, poplave in požari, varuj jih in jim stoji ob strani. Prosimo te, usliši nas. Za tukaj izbrane, varuj nas časnega in večnega ognja in nas srečno pripelji v družbo angelov, svetega Florijana in drugih svetnikov. Prosimo te, usliši nas. Za vse pokojne gasilce in vse može in žene, ki so delali za naš skupni blagor, naj ostanejo v večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki so umrli nagle in neprevidene smrti, usmili se jih in jim daj uživati srečo večne blaženosti. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, Jezus nam je obljubil, da nam boš dal vse, kar te bomo prosili v njegovem imenu. Prosimo te, usliši nas na god svetega Florijana, ki je izpovedal vero v vstajenje tvojega sina, našega odrešenika, in s teboj živi in kraljuje vekomaj.